Danes smo se tukaj zbrali. Pozdravljeni, moje ime je Damjan Jagar in naročite se na moj YouTube kanal. Ok, sem že malo preveč nadpadal. Evo me, pa sem doma. Kaj sem bil? Malo kasneje. Karaoke mikrofon z hčerko. Prej še ni nekako delal, tako bi mogel. Luškan. Bluetooth mode. Dela. Testis, 1, 2, 3. En knop dol. Dva. Aha, zdaj ni ehota. Zdaj je eho. Kaj pa ta knop? Knop normalno. Knop dol. Aha, to je za glasnost verjetno. Ja. Pa še pol nekih zadev bomo pa iztestirali. Bo zabavno tole, mislim, da bo všeč. Tole sem jaz pogrešal. Praskalice za hrbet. Tretježa. Prvo sem usijal, drugo sem pa bolnic odlomil. Kaj sem pogrešal tole. Noben te ne more tukaj fajn popraskati, kakor se lahko sam. Ali pa ja, no. Ampak je tole super zamenjava. Nice. Pa da se vrnem nazaj, da ne bom vsakem posebej razlagal, bom tlele povedal, kaj se je danes dogajalo. Po enem videu sem sicer razložil, kako je bilo to v bolnici, 2 meseca biti, nisem pa povedal zgodbo od začetka do konca. Takole, danes smo 24. septembra 2024 in je točno 4 mesece od moje poškodbe. Se pravi, to je bilo 24. maja 24. Pospravljali smo drve. Petek zjutraj, ura je bila nekje 9. Jaz sem bil zadolžen, da sem kup drv premetaval pa izlagal moje bližje. Da jih je pol babi pobrala, naložila v šajtrgo in to peljala proti drvarnici. Jaz na pol slep sem ko en lik orisan, ki je stopil na banano. Samo da sem jaz stopil na drvo, se zapeljala, padal nazaj, Lolene ni glih pomagal. Kup drv, sekal s hrbtom, zdaj pa tako padec je bil meni res tak nedolg. Bolela me trtica, pa hrt me je bolel, pač tako nekako normalno, kot če drve zlagaš, ne. Te hrbet boli odsklanjena, pa premetavana, pa nalagana. Edino, kar sem pravil, to sem pa kasneje tuhtal za nazaj. Precej pogosto sem se usedel na neko kovinsko ograjo, pa malo počil, pa malo tako naprej sklonil, ker me je pač hrbet bolel od dela.
No, potem se pa nadaljevali zvečer, petek. Mava pa s hčerko tradicionalno petkih že iz cajta covida, korone. V petkih se midva spravila zvečer na kavč. Najprej večerja, tuš, potem pa kavč raztegnem in tukaj prespiva. V dnevni sobi, na telem kavču, ga raztegnem, odigrava par partij kart, enko ups, to pač kar pušnem, pol pa čips, tisti medvedki smoki, podobne zadeve in risanke. In jaz tisti petek raztegnem kavč, je kar tako precej na muški narejen in tako v mojem hrbtu naredi pink. Ni se slišal pink, ampak sem čutil, da je neki en hrst bil, da je neki ni okej. Bolel, okej, normalno je še nekako šlo, naslednji dan pa nič več. Jaz sem pač valjda sklepal, da me je v križu vsekal, ker sem bil preutrujen od dela, od teh drv. Tako da sem po nedeljo začel na klofen jesti, jih je imel pač, koliko je predpisan, največ 2 na dan. Da pa to se pol lekle en teden, kolikor pač traja bolečina v križu, če to seka. Po drug teden je bilo pa že malo bolj. V smislu, okej, to je to, se pa konc, še par dni pa sem jaz dober. Ne, pa je še spet na slabi. Meni je na klofenu zmanjkalo, klical sem osebno zdravnico, nekaj drugega mi je predpisala, ne vem, bi mogel zvem portal pregledati, ampak tam imam za tukaj ne dokumentacije, da pogledam pa pač si vzamem tisto, kar rabim za razne preglede pa razno dokumentacijo. No, meni je takrat noben povedal, niti prej, nikoli nisem toliko tablet jedel, da bi to vedel. Naklofen je toliko močen, da bi bilo treba imati še neke tablete, ki ti naredi vblogo v želodcu. Se pravi, da ti naklofeni niso toliko močni, da niso toliko nevarni za telo. No, jaz sem pa že v drugem tednu jemanja zdravil čutil, tako ko sem požiral, da nekaj ni okej, tak občutek, kot če bi prehitro se nekaj nabasal, se tukaj malo ustavil. In po malo več kot 2 tednih se jaz po noč, ure do nekje 4 zjutraj, zbudim, slabo mi bilo. Grem WC, bruhnem kri, tisti, ne rdečkast, ampak temno kri. Valjda mi slabo ratalo, še bolj švoh sem ratal, ko mi sem prišel nazaj do posla. Enač, pa kaj? Četa sem prosil, da se šla čez par ur, klical sem prej sicer sestro od moje osebne zdravnice. Ja, valjda pride takoj, ob 7 začnejo in greva dol, tisti rabil sem pomoč, pod roko sta me nosila, pa mi pomagala oče pa mati, ker sam tudi po stopnicah pa do avta ne bi mogel priti. Me pelje do zdravstvenega doma tukaj v Zagorju. To imamo zračno, imamo 200 metrov. Za avto treba malo vinka narediti, pa tako nekje 5 minut. No, ko sem dol prišla, sem si rekel, da ne bom prišel do zdravnika, da ne morem hoditi, če mi gre lahko po vozičku, ki jih imajo tam pri vhodu, da če rabiš, pač si ga sposodiš, pa te zapeljejo. No, tam, ko ga je vzel, je že dežurna zdravnica to videla, kaj je narobe, povedal in je priletela do mene in me je videla in rekla, da je grozen, da sem grozen zgledal. No, pa so me v dežurno odpeljali, tam sem dobil 1 enoto krvi, pa še neko vrečko požil, neka hranila, pač neko energijo, da sem malo vse prišel. Pa z rešilcem v Trbovlje, splošna bolnišnica Trbovlje. Veš ko, imam pauze delo, se malo ležem. Later. V Trbovljah so me pol takoj na intenzivno odpeljali, priklopili spet na aparate za merjenje pritiska, utripa in dobil sem spet novo enoto krvi, pa antibiotike, hranila, zdravila, ne vem kaj so. Vem, da kakor pogledal sem imel 5 vrečk nad sabo, pa tako po žilih vse nerazmesalen. Pač tiste
rane od kanalov, ki so mi jih ustavljali. Takoj so me peljali na gastroskopijo, pregled, s cevko, nič kul. Prvič sem bil mater. To je bilo pa res, nič kaj fajn. No, zdravnica je pa s kamero pregledala, najdla na požiralniki rano, na 12-terniku, pa na želodcu nekje pri eni žili je bila tako napihana in je bilo problematično, da bi mi tisto lahko počeli, pa bi... Ok, v bolnici ne bi skrvavel, no, če bi se mi pa to doma naredili, bi bila pa lahko kar štala. Tako da sem bil pol naslednji dan hnel naročen na zdravljenje tega, nazaj na intenzivno odpeljan, spet preklopljen. Naslednji dan spet gastroskopija, ampak s tem, da me je jaz to cevko že vmes zdravila, pogled preko kamere, spet cevka, kabel, mater. In potem je s tem vbrizgala oziroma namazala, ne vem kako, antibiotik na te dve rani. Ta poseg za želodec je bil pa prezahteven, za trbover. Tako da so me pol naročili v Ljubljani, v UKC, pisti zraven na gastroskopijsko kliniko ali pa ambulanto, se ne vem. No, jaz sem po par dni bil še v Trboveljah, na prejemanju zdravil, na kontroli. In potem sem četrti dan, peti, ponoči, spet se zbudil slabo, spet bruhno kri, spet so mi dali 1 noto krvi, vsega skupaj sem v Trboveljih prejel 4 note krvi. Imel sem pa izreden gastroskopijski pregled ponoči, ura je bila 2 ali 3 ponoči. Je prišla ta doktorica kar z tisto mašino, se je gor pripeljala do mene, do postelje, me pregledali. In ja, je že toliko daleč prišel, da sem rabil nujen prevoz v Ljubljano. Zdaj, kaj je bilo krivo? Krivi so bili naklofeni. Pol sem razlagal, kaj sem imel, se vsem tako zdaj, kao naklofeni se več ne jemljejo, tako ne. Imamo zdaj druge manj nevarne protibolečinske racine. No in potem sem odpeljal v Ljubljano z rešilcem, zraven je bila doktorica. Sploh nisem vedel, moja soseda tam na gori doma, 100 metrov nad nami. Poznič, mislim, da se piše, luštno, prijazna. Lepo je skrbela, no, za nas vse tam. To pa ena sestra šla zraven, medicinski tehnik, kako se ne vem, kako so izrazi, tehnik ni več, če je bolj šolanje, pol kaj. Če kdo ve, naj mi v komentarje napiše, prosim, pa ne je ti sestra na brat. No, v Ljubljano sem prišel po nekje 5 ponoči, je to že zjutraj. Peljali smo intenzivno, pa sem pa tam čakal do popoldneva, nekje ob 3, so me pa pol pripeljali na gastroskopijsko kliniko. Ni bilo frej posla, no, čakal sem posla. In tam so me pol še isti večer pregledali in kar tako je doktor opravil ta poseg, gastroskopijski postopek, cevka. Na srečo so me uspavali, tako da ne vem, kaj so dogajali, trajali nekje pol ure do uro. Jaz sem se zbudil, ko so me peljali nazaj do postelje. Baj sem kar nekaj bedarije govoril, ko sem se zbudil, saj ti si omotičen. Pa tudi ko so me nazaj na posteljo premestili, take čudne sem imel, kar ne privide, kar dogajali. Tako, nam rekel lušen, nekaj noga. Ok, naslednji dan pol spet dovzem krvi, to so mi tako redno jemali, da so te trombociti merili pa to. In kaj je bilo? Odkrili so okužbo. Pa so to malo raziskovali, tako sem dobil neke antibiotike, pol čez dan, dva so mi povedali, da gre za neko bolnišnično okužbo. Ne te mempse, supse, sepse, ki jih poznamo. Ne vem, nek latinski izraz. Tudi ne bom šel zdaj gledati, kaj je. In kaj sem s tem fasil? 6-tedensko terapijo zdravljena z antibiotiki. Vsak dan ena vrečka, v žilo, kapljal.
In to je bil glavni razlog, da je podaljšajo moje zdravljenje. Zdaj pa, da se vrnem še nazaj v Trbole. Tam se mi je malo sumljiva zdela ta moja bolečina v križu, toliko časa traja. In so me leže slikali z rentgenom tudi. Doktor je prišel z mašino do mene, na bok sem se vrgel, poslikal in odkril zlom vrtenc 6 in 12. Super, zlomljen hrbtenica. In to je res tisto. Se več takoj poveže z nogam, pa z ohromelostjo, pa kar invalidski voziček vidiš. No, me je pomiril, da če se bom držal navodil, se pravi strogo leže, brez ostajanja, brez sedenja, brez nekega nenadnega premikanja. Lahko sem se sam na desno ali pa levo bok prestavljal. Pa se nisem pogost, ker je preveč bolelo. Tako da sem že v Trbolah začel dobivati protibolečinske razne. Potem v Ljubljani naprej, pa po parih tednih z doktorjem govoril na redni viziti. Če bi lahko jaz mogoče bil v Trbole predstavljen, ker pač je bližje zaradi obiskov, da ni treba se v Ljubljano voziti. Pa jim je štimalo, ker so tudi bili problemi s posteljem v Ljubljani, tako da so še čez 2 dni Trbole nazaj, v splošno bolnišnico. Tam so pa bolj kot ne šle začakane. Spremljali so me redno, kri jemali, magnete, rentgensko slikanje, hrbtenica, CT, pač vse te mašine sem dal skozi. V glavnem čakal sem tam, da ta terapija 6-tedenska mine. Bolečine, adijo, protibolečinske tablete. Pa kadar je bilo fejs hudo, so mi dali injekcijo, imena se nisem zapomnil, nek dipi in nekaj imam v glavo. Ti se takoj parijo, ti se prav tako v glavo zašmeli, toplje rata, bolelni več, tak nek feeling, kar tak neka toplina. Ti se držali tam pol ure do uro, prej sem dobil že po tablete, da se to nekako naprej ublažil. Ja, tableto sem tako prvi mesec. Se spomnim dnev, ko so mi že rekli, da sem predoziran, da ne smem tukaj. So videli, kak je stanje, no, pa so pač tam glave skupaj stekli, pa malo pogledali, kaj lahko dobivam, pa koliko, pa te razne kombinacije preučevali, da se ni to preveč mešalo. Se to vejo, ampak pač sem bil tak primer, ko bi treba malo pogledati, kaj in kako. Pauza. Later. Poleg teh protibolečinskih tablet sem prejemal še vsak dan po eno injekcijo proti strjevanju krvi, klasika. Kaj so še? Ogromno sem pregledal še. Pregledali so mi organe, če se je ta okužba še kam drugam naselila. Se pravi, kako smo začeli sklopke, pljuča, pa če grem dol, jetra, ledvice, zobove, to je bilo vse okej. Pač problem je bil na hrbtenic, valjda, ker je bil to takrat najbolj šibak del telesa. Later. Po skoraj mesecu v Trbolah smo imeli še kontrolni pregled v travmatološki ambulanti na Poliklinik. Doktor Kopač je bil moj, je še kar moj doktor. Slikanje rentgensko, pregled papirjev, ki sem jih do takrat prejel. In ja, problem za operacijo bil glih ta absces. To je pa ta okužba, gnojna nekako, ki se mi je okrog teh vrtenc poškodovanih pojavila. Tako da svetoval, da počakamo teh 6 tednov, da končamo s terapijo z antibiotiki, pa pol vidimo kako in kaj. Vmes je še en magnet opravil, te rezultate sta pa pregledali še 2 infektologinji. Ena je rekla, da sem primeren za operacijo, druga ne. In ker nista obe dali go, potem operacije ni. Po 6 tednih se je to končalo, je pa sledila še tedenska pauza.
Brez antibiotikov, to je pa namenjen tem, da spremlja, kako se telo odziva brez zdravil, če bi se ta absces spet nazaj širil. Valjda spet je bil magnet, teh magnetov so imeli 4, 5, 6, vsega skupaj do zdaj. In so po tedni videli, da se stanje izboljšuje in da tudi ni nazaj ta absces naraščal, kljub temu, da nisem antibiotikov prejemal, kar je kul. Ampak še vse ne za operacijo. Po mesecu pa pol hospitalizacije sem pa začel z fizioterapijo. Prvi dan, kaj je bilo? Neko elastiko so mi napeljali, da sem to malo roke raztegoval. Imel sem že preizkus vaje ležek, sem sam tako malo ritmice napenil, pa s prsta migel, pa tukaj, da se nekaj dogajalo. Potem sem pa prvič s pomočjo 2 fizioterapevtk po mesecu pa pol vstal s postelje. Imel sem tako posebno hoduljo, kamor si se s komolci naslonil. Potem so ti to oddvigli, da si vstal, ampak jaz sem bil tukaj švah. Noge mi niso držale. 2 fizioterapevtki sta mi držali, ampak so se mi noge začele tresti, tako da sem se mogel nazaj usediti in je bilo konec za tisti dan. Sem pa prej že 2 tedna že nek kolo gonil, pa je tudi kar šlo, no. Prvi dan, vem, da sem v 1 uri 5 ali 6 km prevozil, poprečna hitrost je bila pa tudi taka, ne. Se ni tukaj hude računice. No, pa se je pa to zbešvalo, tako da po kakih 10 dneh sem prišel v 1 uri prevoženih med 200 in 25 km, odvisno od dneva. Kdaj me tudi malo bolj bolelo, pa nisem toliko trajal. Potem se je to začelo izboljševati, naslednji dan pa sem že lahko vstal s tistem. Prvi dan sem stal, pa noge odzigoval, pa se prvi kako se noge odzivajo. 3 dni sem s tistem prehodil pol sobe, nekje 3 metre, pa 3 metre nazaj do posle. 4. dan celo sobo, 5. dan sem šel že ven iz sobe, pa par metrov po hodniku, pa vsak dan bolj, tako da sem pa že kar take lušne kroge delal, pa dobil tisto normalno hoduljo, ki je na kolesih, toliko pač teh živil jih folk uporablja. No, 14. avgusta sem imel pa še en magnet, pa slikanje in je bil spet malo bolj in so se odločili, da me pošljejo domačo oskrbo, ker sem tudi že pač, že po meseci pa pol vstal brez plenic, plenice sem imel. Tako da sem takrat lahko že sam ostal, šel do WC-ja in se kot gospod. Ok, pa 14. avgusta odpele z rešilcem domov. Jaz sem bil še brihten, da bo ta starša prišla po mene, pa hčerka. Se bom v avto odpeljal, to sem še lepo videl. Dobro, da je bila sestra tako vztrajna, pa da je rekla, da ne bom zdržal vožnje sede. In je imela prav, že leže je bilo načikano čez te neravnine pa razne luknje. No, pa sem pa doma bil 1 mesec, protibolečinske tablete, s hoduljo po stanovanju, sem pa kje, glavno do WC-ja pa do kuhne. Drug je bil že prvek zalogaj, malo sem probal tudi po stopnicah, pa ni bilo. Renja, da se ne bi še kaj hujšega naredili. Po meseci doma sem bil potem naročen na kontrolni pregled na travmatološki ambulant. Slikanje, zlomljena hrbtenica, vemo. Po se začeli dopusti, tako da sem fasal nov termin, se pravi še 1 mesec za novo kontrolo. 2 tedna pred tem pregledom sem imel še magnet, ki je pa pokazal, da je abscesa ne več, kar je bil znak, da bi bil jaz primeren za operacijo, ne. In danes po točno 4 mesecih od poškodbe sem imel drugi kontrolni pregled v travmatološki ambulanti, pa se doktor še ni odločil za operacijo. Kljub temu, da abscesa ni več, je pač rekel, da je zdaj stanje po okužbi, da je treba še malo počakati, da se bo vsem posvetoval s kolegi pa s infektologinjama, če bi šli po času operacijo. Vračamo pa nov datum za kontrolo, druga polovica oktobra. Nekako so mi že kar računali, pa upali, da se bo to samo pocajtalo. Vse so bili dobri dnevi pa, ampak so bili tudi slabi. Ki je bilo že rečemo 5 dni, ko sem brez te hodulje španciral po stanovanju, sicer v bolečinah, ampak hodil sem lahko brez
pomoči. Pa je pa spet nastopil dan, tam sedela še 2-3, ki so bili pa slabi dnevi, ki sem pa res komil vstal. Pa spet 5 dobrih, pa spet 4 slabi. Se gre počasi gor, pa pada, pa gor tako. 2 koraka naprej, pa enega nazaj. V tem stilu nekako. In pa čakam, ko bo. A bo telefon zazvonil, ali bom počakal mesec na nov pregled. Seveda bi bilo bolj, če bi to minili brez operacije, sem tole že tukaj traja, pa tukaj so mehen koraki, tukaj mehen napredek. Včasih že pozabim, da sem, ne vem, pred mesecem ležal, da sem komil vstal, da dejansko nisem mogel toliko časa sedeti, kakor lahko zdaj, na primer. Ampak je pa spet, ne. Sedim lahko tako bolj v nizkem položaju, na ful ublazinjenem, pa obvezno sklojen naprej. Če sem za kako mizo, kakor se spodod, da bi sedel tako, ne, zravnan, pa roke na miz, ne gre dolgo. Ni ta drža prisilna, pravilna, še ne gre. Tako da nekako. Inače, to je to zaenkrat v 4 mesecih. Verjetno sem kaj pozabil povedati, ampak ful stvari se je naredil. Ampak ogroben je to tono. Tukaj sem se še eno statistiko spisal tako za konec. Bom si pomagal z branom. 4 mesece od poškodbe, 2 meseca in 2 dni hospitalizacije. Injekcij preko 100, večinoma not, te proti starjevanju krvi, pa razne protibolečinske, za ven pa jemanje krvi. Tablete sem računal. Tukaj sem začel z 2 dnevno, pa potem nekako na 5 dnevno v bolnic, pa 10, pa na 15, pa nazaj nekje na 10. Pa če vzamem nek malo nižji povpreček, sem na 600 tablet protibolečinskih. Pa nekaj malega, tisti so odvajanje. Ja, to je bil tudi problem zaradi ležanja. 10 voženj z rešilcem, cirka 30 pregledov z vsemi aparati, gastroskopija, CT, magnet, rentgen, pač vse, kar imajo. 40 sendvičev, 2 cheeseburgerjev, 2 belih čokolad, 80 litrov soka, 50 lizik. To, kar sem naštel za od hrane pa pijače, to je bolnišnici bil, doma neštejem. In pa žal 2 umrla cimra. Ja, hitro se ti takole zaradi ene malenkosti obrnil sem na glavo. Pa ne bom s tisto klasično. Ceni življenje, pa uživi dneve, ker nikoli ne veš, ko te doleti. Ampak zdaj sam vidim, da dejansko je tako. Ampak bomo zrisali, bomo. Vse smo, pa bomo še to.